zelo pogosto slišimo tudi, ali pa tudi ne tako pogosto, da obstaja tudi primarno progresivna oblika multiple skleroze. Kako se to kaže pri obolelih, pri bolnikih? Kakšna oblika je to? Malo ste mi že pomagali pri odgovoru, in sicer na ta način, da ne slišite pogosto o njej. Dejansko je to najredkejša oblika multiple skleroze. Tam 10-15% bolnikov jo ima, ne. Značilno zanjo pa je, da v bistvu od samega začetka naprej poteka brez zagonov in v bistvu z enakomernim stopnjevanjem nevrološke prizadetosti. Skratka, od samega začetka bolezni že govorim, ne. Od takrat, ko pomislimo na njo ali pa posumimo ali pa ko imamo nekak izvide preiskav jasno v tej smeri, se nevrološka prizadetost le še stopnjuje, se pravi slabša, brez vmesnih zagonov. Se pravi, sploh ni bilo zagonov nikoli pri tem bolniku. Mogoče na začetku so težave nastale naenkrat ali pa dokaj ne, v nekem krajšem času, ne rečem nenadoma, ne, ampak v nekem obdobju, mogoče nekaj tednov so se razvile neke težave, ampak se od takrat pa slabšajo, res vmesnih zagonov. In tipično je to, pravim, potek za primarno napredujočo obliko multiple skleroze, ker pravim, ni toliko vmes zagonov, ampak dejansko samo napredovanje nevrološke prizadetosti skozi čas. Se pa lahko to napredovanje tudi upočasni, se pravi, ni vedno enako hitro napredovanje, mogoče malo hitrejše na začetku, pa se potem malo umiri, ampak vsekakor je pa neko napredovanje brez zagonov.